VIP Randi in Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, vi pa spremljate VIP Randi in Sandi, rubriko, v kateri nekoga izmed naših poslušalcev spoznamo znano VIP osebnostjo. In danes bomo nekoga, ki se je na Randi seveda prijavil, poslali na druženje z igralcem, komikom, natakarjem in lomilcem ženskih src, kot pravijo mnoge poslušalke, ki pa tudi te dni predstavlja novo monokomedijo, to je seveda Žigolo iz SP in Domen Valič. Domen, lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Živijo, zdravo. Kako je, Domen? Odlično, hvala, pa pri vas tudi idem. Tudi, ja, delovno. Vidim, da si seznanjen s tem, ne? Ja, slišal sem, da gradite, ne, in da vam gre pač sorazmerno hitro. Zato sem rekel, pomagam, dokler še lahko, ne. Ne, da bi vam šlo počasi, sploh ne, ampak jaz pomagam, dokler še lahko. Tako da sem vam prinesel en tak sestavni del, ki mislim, da ga boste... Jaz mislim, da bo zelo dobro prišel tam zadaj, ampak bojo to pol naši tehniki, ja, veš. Evo, kar izvoli sesti, kako si, povej mi? Dobro, zelo dobro. Zdaj, ko sem se tega losal, sem nosil z Ljubljane, veš, na hrbtu. To je 3 dni ježe s tem, ne. Verjamem. Pa tudi velik avto, kaj imaš, kak terenc? Ja, imam nekaj dvignjenega, pa ne zato, ker bi potreboval toliko prostora, pa zato, ker sem včasih neroden voznik, pa mi je pol lažje, če sam čez kakšen rubnik malo. To pa je res, ja. Povej mi, kako je po kolikem času na Goriškem? Po kar nekaj časa, ja. Kar nekaj, ne? Ja, nekaj časa nisem bil. Ampak, takoj, ko sem prišel, sem ugotovil, da mi usnjena jakna iz Ljubljane ne koristi glih preveč. Imate 19 stopinj in je fantastično. Kdaj si bil nazadnje na Randiju? Nekaj za vse poslušalke, dajte face poslušati. Na pravem Randiju sem bil nazadnje, po mojem, mesec nazaj, ali pa kaj takega. A se je prijelo, tako organiziran, ja. Ja, saj sem šel na Randi tako, s tako osebo, ker sem vedel, da bo lušten, ja. Bo lušten. Ampak, lej, ob prisotnosti kamer verjetno ni šlo takrat, a ne? Ne, sploh ne. Res, da v bistvu sploh ni prišla. Ni prišla? Ne, in sem potem imel Randi sam s sabo, ne, in zato sem tudi rekel, lahko, prosim, Sandi, mi zadrihtaš en Randi. Točno tako, zato smo danes tukaj. Verjetno se bo že v kratkem pisalo, ja, v gradbišču sva, če se kaj slišalo. Ne, samo da se nače sesuje. Če se bo sesulo, bo to najslabši Randi ever. Ali pa najbolj zanimiv, ne. Randi sredi gradbišča, evo. Edini Randi za podeliti svojimi vnuki polenkrat, ne. To je res. Ja, sva bila na zmenku, prvem zmenku z vašo babico, pa se je kar strop podiral. Vsi bodo pisali, ne, Domen Valič spoznal novo. Kaj bi želel spoznati? Ali ne bo to zdaj, ne? Mogoče bo, kaj nastalo, ampak... Kaj je tvoja sanjska ženska? Jaz se mogoče nisem čisto dobro pripravil na ta Randi. Mislim, mogoče bi moral, ne vem, nekaj drugače, ne vem, bolj, bolj, ali bi mogel bolj dišati, ali bi mogel biti bolj tako oblečen, kako, ampak, ne vem, jaz imam rad pač predvsem osebe, ki so prijetne, sproščene, zanimive, iskrene. Naj ti povem, da je prispelo ogromno prijav. In tokrat je bila sreča na strani poslušalke, ki pa je prijavila njena mama. To pa zato, ker je slišala, da prihajaš ti. Lara, 20-letna, pa je tudi poskusila svojo srečo na AGRFT-ju. A res? In mogoče bomo danes zrihtali, ne? Vsaj tisti pravi priimek, da ji mogoče uspe. A lahko potem rečeva... Prvo, nisem do konca slišal, zdaj ne oprosti. Grozen si. Prvo kot prvo, draga mama, lepo, da ste prijavili svojo hčerko na Randi z 19 let starejšim. Tudi to je... To je zdaj moderno. Moderno? Ja. To je bilo od nekdaj moderno. Mislim, da to na večjih koncih sveta je že Lara že skoraj prestara v bistvu za možit. Ampak jaz mislim, da nas čaka en prijeten pogovor. Prijeten pogovor. Gre za, kot rečeno, 20-letno Laro iz Ajdovščine. Lara, kar lepo pozdravljena v naši družbi.
Evo, kar tukaj po sredini, ja. Živijo. Živijo, zdravo. Lara. Živijo, Lara, pozdravljena. Evo, kar prisedi trdino. Najlepša hvala. Kako si, Lara? Mal živčna. Živčna. Ja. Kaj si rekla mami, kad te je prijavila? A si bila vesela ali je bilo malo onga, zakaj to delaš? Pravzaprav sem jih pljučnico imela in mi je povedala, da sem prijavila. In sem bila tako, ok, mama, možnost, da me zbirajo zelo majhna, tako da sem v redu s tem. In zdaj si tudi že v redu, pljuča, vse dihaš? Ja, vse super. Ja. Sploh se nisi mogla razburiti v bistvu, ne? Ker si se slabo počutila. Ja, Si točno verjetno tako. sam kimala. Ja. Ja. Povej mi, kako je srečen dom na takole v živo? Zelo zanimivo. Ja? Ja, mislim, sem spremljala, zdaj nazadnje sem bila na Angeli v Ameriki, na vaši A res? predstavi. Ja. Oh, wow. Tako da zdaj je ful zanimivo, tako govorite. Ja. A veš, povej, teater te ful zanima? Ja. Aha, super. Mislim, zdaj študiram matematiko sicer, ampak je še zmeraj neka želja. Bravo! No, vidiš, ti bi lahko pol prišla zmeriti te naše stebrovje, če je prav postavljeno. Ja, tako še Da se kaj ne statika podere. poznaš, recimo, Tako. da se ne bo sesulo dol. Ne, ampak ja. A veš, da nimamo veliko, recimo, če boš daj res se ukvarjala z igro, pa z gledališčem, kakorkoli, kot dramaturginja, igralka, režiserka, ne vem, če veliko ljudi gre iz medicine študirati igro potem, ne? A res? Ne vem pa toliko iz matematike. Arhitektura, recimo, najprej arhitektura, pa potem režija, pa tako, tu so neke povezave. Ali pa primerjalna književnost, pa dramaturgija, ne? Tako. Matematika pa nisem zihar. Če kdo to gleda mogoče. in se ukvarja z gledališčem, ne komentira spodaj, jaz sem pa prej treniral, sem skoraj rekel. Treniral matematiko. Treniral matematiko. Zdaj bomo trenirali naše možgančke, eno igro se bomo šli. Okay. Katero boš pa določila ti? Okay. Tako da kar eno izžrebej. Okay. Vsi grejo na sredino. Ej, če želim, da gre po scenariju zadeva, sam na sredino dam kuverto. Manipulant! Ja. In dajmo V pogledati. vseh kuvertah isto piše. Ne, to pa res ne. Evo, samo v tej piše pantomima. Ulala. Poznamo to igro, to smo se igrali že v otroštvu. A ne? In kazal boš ti, Domen. Kazal boš, tukaj so besede po vrsti, ne smeš kukati. Okay. Mi dva bova pa ugibala, oziroma ti boš ugibala. Moraš pa sedeti. Imamo kakšno časovno omejitev? Ne, nimamo. Bomo videli, če se bo preveč vleklo, bomo Boste zamenjali. bomo dodali tudi časovno omejitev. Bo zdaj kakšnega drugega valiča prebrala, se nas je dosti. Ja, okej. A grem po okej. Ja, super. Lahko si daš kuvertico zadaj, Ja, da se ne vidi. Okej. Pa začnimo. Okej. Obraz. Prva Ena beseda, ne? Ja, ok. Okay. Super kaže drugače, ja. Odlično. Ja. Okej. Si ljubiteljica, smo rekli, stand-upa oziroma vseh teh predstav, ne? Ja. Bom malo pomagal, kje je zdaj njegova predstava? Žigolo. Žigolo! Bravo, prvo smo takole, smo dobili let. Ja, okej. Potem poskusimo. Ena beseda? Kaže. Aha, prej smo Govor, govorili. predstava. Ja. Bravo! Super. A veš, kje je ta tretja beseda? Čakaj, Okej. ne. Ena beseda? Mislim, da vem. Okay. Kako naj to naredim, da bo lepo? Čakaj. Ne bo kar grdo. Aha, okej. Ja. Tako? Ženska. Tako? Frajerka. Ženska. Ok. Ne, sem mislil, da vem besedo, ne vem več. Ona ve. Okej. Ja, ženska. Plus. Moški. Par. Ok. Nekaj počnete. Iščemo to dejavnost. Ne biti prijazna. Spolni akt.
Ja, kako se to temu reče? Seks. Seks. Tako na redu, pa mi zdaj rečemo. Okay. 3 besede? Okay. Veter. Okay. Padec. Skok. Bom pomagal. Igranje z lasmi. V ajdovščini je to zelo Burja. aktualno. Pač, ko priješ ven z hiše, kaj se ti zgodi? Razmrščeni lasje. Okay. Veter v laseh. Ta vlada. Okay. To bomo tako povedati. Še zadnjo. Ok, malo to. Ok. 2 besede. Škatla. Televizija. Kamerman. Zdaj pa poveži. Televizijski kamerman. Pripomoček, tole. Televizijska kamera. Yes. Tako, bravo Lara, ma ful dobro ti je šlo. Ne vem, če pa kaj. Ja, povej mi, kako bi ti pokazala žigola, recimo? Se to, ne? Ja. Veš, ker definicija recimo v Franu žigola je, da je bil pač, da je to mlad fant, ki so ga ženske lahko najele v zabavišču oziroma za ples. Ne? Zato sem malo na to naredil, za ples pa karkoli. Ja. In čeprav razumem, te lahko tudi najamejo, ne? Za predstavo. Za predstavo. Ja, za predstavo. Žigolo, ne? Povej nam kaj več o predstavi, o čem točno gre. Predstava Žigolo SP je taka, meni je zelo, zelo ljuba komedija, ker ni samo komedija, ampak ima eno tako lepo, močno sporočilo. Kaj je ključ za odlično osvajanje? Odlično osvajanje. Samozavest, pogum, drznost, oziroma moj Žigolo bi rekel še predrznost, malo nesramnosti. Nesramnost. In pa predvsem pa potrpežljivost. Zato, ker dragoceno ljubezen je vredno osvajati. Nič vredna se vedno ponuja sama od sebe. Lepo, lepo. A bi zdaj malo prakse videli, kako bi recimo njo osvajal? Ne vem, če upam. Mi ima fanta in 19 let mlajša, tako da mogoče... Si boš ogledala predstavo mogoče? Po mojem, ja. Kmalu prije na Goriško. 16. november, ne? 16. novembra pridem, ja. Ta bo krajša, tako da lahko poveš tudi fantu, da ne samo, da ni, čeprav Angliji v Ameriki so tudi zelo zabavni, ne? So zelo smešni, ampak ta ni toliko drama, pa 15 urco 20, tako da je glih prav. Odlično. Nič, evo, jaz vaju prepuščam, da se še malo bolj spoznata. Drugač pa Domen ti je nekaj prinesel. Domen, kaj si prinesel poslušalki Lari? Ja, ne vem, prej sem te povabil, da prideš na predstavo, tako da sem rekel, če prideš na predstavo, potrebuješ še 2 vstopanci, ja, ne? Najlepša hvala. Z veseljem. 2 vstopnici si prejela, temu se ploska. A sta za Novo Gorico? Jaz mislim, da ja, dajmo pogledati. Dajmo pogledati, ja. Mislim, da bi morala biti. Ja. Super. Evo, za konc pa dajmo narediti eno fotko, da boš imela še spomin tole naše druženje. Samo da režija prinesem, oziroma asistentka, telefonček. Dajmo se dati kar takole. Po vstopence moraš nujno pokazati, a veš? Tako? Tako da se vidi, ne? Evo nas. Nasmešek. Evo nas. Evo, takole. Ja, hvala lepa, no, da si se odzvala tega Randija, ne? Ni problema. Vaju prepustim, da še malo poklepetata, da se še bolj spoznata. Ja, jaz zdaj odhajam. Naprej pogovarjala teta dolgočasne teme, a ne o gledališču. Zdaj bomo tudi luči ugasnili, tako da mogoče se izmenjate še telefonske številke. Mogoče bomo potrebovali, da naj jo rešte ven iz tega hangera, če ste še luči ugasnili, pa to je gradbišče, smo prej povedali, tako da prosim. Evo, vidva še malo poklepetajta. Mi pa smo uspešno združili še nekoga izmed vas z VIP osebnostjo. Kdo nas obišče prihodnji teden? Ja, to bo pa treba spremljati na družabnih omrežjih Radia Robin, pa tudi na naših frekvencah. VIP Randi in Sandi, že prihodnji teden. Uživajte, čau. VIP Randi in Sandi.